pozdravljeni na si.tv. V naši družbi so kandidati, uradni in nekateri še tudi neuradni, za župana Mestne občine Maribor. Preden se vsak kandidat predstavi v nekaj stavkih, čisto na kratko, pa vas najprej vse lepo pozdravljam, kljub temu, da smo še v pričakovanju dveh gostov, pa morda začnemo kar pri gospodu Volku Koconja. Dober dan tudi vam, sem Volko Koconja, kandidiram s pomočjo Slovenske nacionalne stranke, sem mestni svetnik v mestnem svetu Mestne občine Maribor, po poklicu specialist menedžmenta v izobraževanju. Star sem 36 let. Gremo naprej, gospa Monika Piber. Ja, jaz sem pa Monika Piber, rojena Mariborčanka in tudi moji starši so Štajerci in prihajam iz ugledne družine. In bi lahko rekla, da v mojem Mariboru, v katerem živim, sem zato zaskrbljena, kaj se tem dogaja, in zato je naša stranka Glažen Slovenije, katero sem ustanovila tudi leta 2000, se odločila, da bomo kandidirali za županjo mesta Maribor. Gospod Denis Kokol. Sem Denis Kokol, prihajam iz Maribora, star imam 30 let, po poklicu sem kuhar. V prostem času se ukvarjam s športom, zbiram še podpise, podpore volivk in volivcev, tudi na vse, ki so dali podpore, sem zaupal vse. In še ne nazadnje, gospod Andrej Fištravec. Ja, ste mi že predstavili, Andrej Fištravec. Kandidiramo skupina Skupaj za Maribor, zbiramo podpise. Jutri jih bomo oddali, tako da se bom jutri kvalificiral v drugi krog volilne tekme. Po izobrazbi sem doktor sociologije. Dolgo časa nisem vedel, zakaj sem sociolog, ker sem mislil biti zdravnik. Potem pa mi je ena punčka v enem vrtcu razložila, ko sem skušal povedati, kaj je to sociolog, je rekla, aha, ti si zdravnik za družbo. Tako da mogoče sem zdaj pri 56 letih našel tisto, zaradi česar sem želel biti zdravnik, pa sem postal sociolog. Hvala. Na začetku, glede na to, da sta tudi dva kandidata predvsem mlajša, kako starejši gledate na to, mislite, da ste že dovolj pripravljena za takšno župansko funkcijo? Veste kaj, živimo v demokraciji in zakaj ne? Vsem treba dati možnost. Volivke in volivci bodo pa presodili, kdo je najbolj primeren. Tako da se s tem strinjam, da kandidirajo. Gospod Fištravec, imate kaj za povedati? Ja, jaz sem bil ob koncu študija, pa potem že malo, ko sem se vrnil v Maribor, me je pot zanesla malo v politiko. Takrat v okviru ZSMS-ja sem kandidiral na Janševi listi, ko je bil vsi čas, ko so ga potem zaprli, proces proti četverici. Tega sem takrat član predsedstva mladinske organizacije slovenske in sem malo povohal politiko in takrat sem ugotovil, da je točno to, kar pravi Vlado Kreslin, da se od višine zavrti. In tega sem se prestrašil in sem rekel, ne, to ni zame. Zdaj pa 30 let kasneje, pa še nekaj več, pa se mi zdi, da bi lahko bila moja prednost ravno ta, da vem, da se lahko od višine zavrti in se tega čuvam. To pomeni, da je, mislim, velika odgovornost na vsakem mladem kandidatu in velika modrost na vsakem mladem kandidatu, da se za to odloči. Pridružil se nam je tudi gospod Matevž Frangež, pozdravljeni. Smo dali tudi ostali kandidatom priložnost, da se predstavijo na hitro v stavkih. Izvolite. Moje ime je Matevž Frangež, kandidiram za župana. Trenutno sem poslanec Državnega zbora in sem torej politik in javno ustovi. Verjamem, da je naloga politika to, da uravnoteži različne interese v družbi, tako da jih pripelje na skupni imenovalec. Jaz v to poslanstvo politike verjamem in tako jo skušam tudi uresničevati.
Torej, preden zdaj zares začnemo, bi jaz najprej opozorila, da smo res kratki in tudi replike niso daljše od 3-5 stavkov. In gremo kar prvo vprašanje. V igri za župansko tekmo je bilo več kandidatov, ki pa so, lahko rečemo, odstopili v zadnjem momentu. Ali bi lahko dejali, da je to pokazatelj, da je življenje v Mariboru precej stresno? Morda začnemo pri vas. No, življenje v Mariboru je težko, gotovo pa je težko tudi biti župan. Še posebej v tem času, ko so izzivi izjemno veliki, problemi nakopičeni, nihče od nas pa gotovo nima tudi popolnega pogleda v dejansko stanje, pravzaprav s čim razpolagamo. Zato si upam trditi, da je to vse skupaj tudi malo pokra. Hvala. Nadaljujemo. Ja, vsekakor menim, da politikom in pa vsem tistim kandidatkam in kandidatom, ki kandidirajo za župana oziroma županje Mestne občine Maribor, v tem trenutku ni lahko. Predvsem ni lahko zato, ker javnost oziroma občanke in občani gledajo na politike z dobršne mere nezaupanja, zaradi vseh dogodkov, ki so se zgodili v zadnjih letih in pa predvsem v zadnjem mandatu bivšega župana Kanglerja. Zato verjamem, da kdorkoli bo prevzel funkcijo župana in vsi, ki se podajamo v to volilno tekmo, vse nas čaka izredno naporen mesec in tisti ali tista, ki bo prevzel krmilo Mestne občine Maribor, se bo moral soočiti z težavami in izpeljati to mesto iz krča, v katerega so ga potisnili. Hvala, gospa Piber. Ja, jaz bi se navezala na vaše vprašanje, ki ste vprašali, če je stresno. Ja, je stresno. Sploh pa mesto župana. Dejstvo pa je, da v tem hipu mi vsi ne vemo, v kakšnem stanju Mestna občina Maribor, razni mestnih svetnikov, kateri so v mestnem svetu, ko dobijo proračun in skozi ta proračun lahko vidijo, kako sploh mestna občina posluje. Skratka, naloga župana bo zagotovo zelo, zelo težka in karkoli zdaj obljubljati, bi jaz rekla, da bi bilo zavajanje velikih volivcev. Življenje v mestu je vsekakor težko, pogovarjam se z ljudmi na ulicami. Brezposelnost je stalno višja, mislim, da je kar rekordna. Dobesedno ljudje nima skoraj ne za hrano več. Samo zaupanje v vas je na vsu. Stanje v mestu vidimo, ljudje se bojijo lastne sence že skoraj. Treba bo delati kdorkoli bo župan, tudi na zaupanje volivca, ampak na način, ki ga je gospod Kangler povedal, vsekakor ne, stvar mora biti popolnoma drugačna tema. Ljudje morajo vedeti dejansko stanje, kaj se dogaja. Ja, vprašanje ste povezali z tem, da je situacija težka, zato je precej kandidatov vstopilo. Zdaj, v tem trenutku je gospod Teodor Lorenčič zaradi bolezni prenehal s kampanjo, drugače pa mislim, da bo kandidatov kar nekaj, da se kar pojavljajo nove imena, stranke kandidirajo, tako da mislim, da bodo tudi te volitve z velikim številom kandidatov. Tako da težka situacija v mestu ne pomeni, da ni interesa potem, da nekdo prevzame odgovornost za vodenje mesta. Hvala. Pridružil se nam je še zadnji današnji kandidat, gospod Franci Jesenek. Še vam predajam besedo in sicer v parih stavkov, da poveste, kdo ste in kaj počnete. Sem Franci Jesenek. Franci Jesenek. Franci Jesenek. No, hvala lepa, se bomo še vrnili. Pa če nadaljujemo z vprašanji. Zdravstvo v Mariboru je menda na dnu. Kako bi se lotili tega področja, ki pa je sicer zelo pomembno področje, morda tudi najpomembnejše. Recimo, če se tukaj osredotočimo na zdravstvene domove v Mariboru, ki so v slabem stanju, predvsem na Tirševi ulici je zdravstveni dom v razpadanju, tudi na Sodni ni ravno v zglednem stanju. Kako bi rešili to problematiko? Kdo bi prvi želel odgovarjati? Ja, se strinjam z vami. Namreč jaz, kot temu naša stranka Dela Slovenije, ki ni bila več zdaj v mestnem svetu, sem se prizadevala in sem pomagala kar nekaj stvari v zdravstvenem domu rešiti.
In sicer dvigalo na podbeški ambulanti zdravstvenega doma sem uredila, da so ga dobili meščanke in meščani. Potem sem tudi pomagala pri nabavi novega mamografa za sredstvi, tako da smo še tam pripomogla, da je prišel denar na račun za nakup novega mamografa in to tematiko poznam. Resnično je zelo v slabem stanju. Mestna občina bi tu morala kar veliko postoriti, pa ni. In tukaj čaka kar velik zalogaj in veliko truda, da bomo še kaj premaknili naprej. Koliko je pa meni znano, da je ta v Tirševi v bistvu prodano. Mislim, da je to kupila fakulteta za prav, mislim, da pravna fakulteta, da bi naj kupila to stavbo in ta denar je potem šel za izgradnjo novega, če mislite, da so ambulanto, ki so bile ključne, če o tej ambulanti govorimo, ko so bili ključni, to je Tirševa, potem o tej govorimo, ja, se je ta denar potem prelongiral za obnovo laboratorija v Sodni ulici in tam se je tudi naredil dispenzer za mamografijo, za dojke, skratka so ga posodobili. Tako da je ta del en v bistvu rešen. Je pa še veliko teh zdravstvenih domov, ki so potrebni velike sanacije. To je pa dejstvo, ne? Ampak ne samo zdravstvene domovi, tudi vrtci in šole. Odgovornost mesta je predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za zdravstveno službo na primarni ravni. Jaz mislim, da je potrebno po dolgih letih ponovno odpreti vprašanje javne zdravstvene mreže. To vprašanje v Mariboru že dolgo zaprto in je pravzaprav omogočalo tudi to, da so se različna vprašanja, predvsem stik med zasebnim in javnim, reševala na nepregleden in netransparenten način. Mi smo v situaciji, ko imamo omejene možnosti. V tem pogledu bo treba mora presoji narediti jasen načrt prioritet, tako na področju zdravstva, kot na drugih področjih, da vidimo, kaj lahko v doglednem času storimo. Poudaril pa bi, da ljudje niso šli na ulice zaradi slabega stanja v zdravstvu, ampak jim mora biti slabo stanje v zdravstvu, slabo stanje v vrtcih in šolah in na mnogih drugih področjih, pravzaprav posledica neodgovornega upravljanja javnih zadev. Zato pa so ljudje šli na ulico, ker so rekli ne korupciji in klientelizmu. Hvala lepa za besedo. Jaz mislim, da se te zadeve, najprej zdravstveni domovi so v slabem stanju v našem mestu. Ampak mislim, da je zadeva rešljiva. Poglejte, če pogledamo proračun mestne občine Maribor za to leto, jaz ga nisem tukaj. Imamo namenjen denar za izvedbo študije projektov dokumentacijo, predvsem za birokracijo. Namenjamo na 100.000 evrov. Na 100.000 evrov. Jaz sem že dal pobudo v prejšnjem letu, da prekinemo s to prakso in da občina zaposli kompetentni ljudi, ki bi upravljali te storitve, da pač denar se lahko potem nameni za ostale zadeve. In tukaj in pa predvsem prekinitev vseh škodljivih pogodb. Če samo omenim, spet bom rekel projektna dokumentacija, podjetja A, ne bom ga zdaj imenoval, imam zapisano, sklene pogodbo z mestno občino Maribor v vrednosti 250.000 evrov, na to isto podjetje sklene z naslednjim podjetjem spet pogodbo z podizvajalcem, 150.000 evrov razlike in nekdo pospere v žep 150.000 evrov. Ta denar bi lahko namenili za javno zdravstvo. Moramo še dati besedo ostalim. Gospod Kokol. Tako kot ste rekli, kot je rekel gospod Frangič, Maribor rabi prioritetne cilje. Ni to samo zdravstveni domovi, to so tudi šole, vrtci, ceste, ki so verjetno veliko bolj pomembne od raznih rondov, fontan na evropski ravni. V bistvu moramo vedeti, kam gremo. Gospod Jesenek. Se vprašam za mojo šok terapijo. Glede, jaz sem okoljevarstvenik na neke vrste. Dobro poznam mesto Maribor. Kot pešec prehodil sem vsako 5 te teritorije in gledam z druge perspektive malo kot politične stranke. Delujem kot naravni sovražnik strank, na rekovajih. Kajti jaz delam z občutkom, delam skratka delam vse tisto, kar stranke spregledajo, oziroma vse, kar stranke ne podpirajo. Moje 14-letno delo se skoraj vse fokusira na te stvari, ki jih stranke kot stranke niso sposobne in ne bodo nikoli sposobne niti občutiti, niti delati na teh stvari.
To je okolje, to je narava, to so otroci, to so marginalne skupine, kakorkoli gledano. To so stvari, ki jih mogoče uporabljajo stranke v predvolilnih teh nabiranih točk. Drugače se pa to zlepa in mislim vedno in redno spregleda. Zato je pomembno, da na nek način osvojimo tudi navadni ljudje, mestna občina Maribor, da se vrne ta uprava pod nadzor ljudi, se pravi občanov. In zato sem tudi jaz mogoče vstopil v te vrste odpora, tudi z mestno zastavo v roko, zato da se nekaj simbolizira, da hočemo to ugrabljeno občino ljudje nazaj. Se pravi, če se vrnemo nazaj na vprašanje, če bi bili župan, najprej se rešili tega problema, prenovili zdravstvene domove, recimo. Če bi župan, verjetno župan nič ne more kaj konkretnega delati samostojno, ker dela kot vodja mestnega sveta oziroma vodi mestno pravo in mogoče izvrševalec proračuna. Vizijo dela v bistvu tudi mestni svet, to se pravi stranke. In te stranke bi se zdaj morali na nek način, glede na te opore, na vse to stvar, bi se morali se pravi vzeti v katarzo, kako bi to rekel, ne? Skratka, da se na nek način vrnejo vase. Hvala, tukaj bomo zaključili, ker smo rekli, da bomo kratki. In še gospod Fištravec. Zdravstveni dom je vprašanje, ki izhaja iz širšega problema, ne, položaj zdravstva v Sloveniji. In tukaj ni kratkih rešitev. Položaj v Sloveniji na področju zdravstva je sedaj pač takšen, da se bije bitka med javnim in zasebnim zdravstvom. S tem, da je sploh, ne samo na področju zdravstva, ampak sploh pri negospodarskih dejavnostih ne obstajajo enotni kriteriji, kdo je lahko partner države. Na področju zdravstva si lahko tudi profitni subjekt, da dobiš javna pooblastila oziroma koncesijo in na ta način zajedaš v to, kar bi moralo javno državno zdravstvo pokrivati. In zato potem seveda problemi, ki v državnem zdravstvenem domu ne bi smeli obstajati, če bi sistem normalno funkcioniral, kot je dolga leta pri nas funkcioniral. Idemo naprej, torej smo v času, ko je gospodarstvo izredno pomembno, morda veliko razmišljate o tem, kaj pa bi konkretno naredili za razvoj gospodarstva v Mariboru? Izvolite. Torej, najprej mislim, da je potrebno utrditi eno realnost pričakovanja. Mi smo prejšnji petek začeli pisati program med ljudmi na ulici in vidim, da imajo ljudje zelo zmerna pričakovanja, da smo vsi skupaj trdno na tleh, kaj je mogoče recimo v obdobju leta in pol do naslednjih rednih volitev pravzaprav narediti. Jaz sem v tem pogledu, v tem času strog realist in zelo velik optimist, ko pogledam neko projekcijo do leta 2020. Ključno pa se mi seveda zdi, da si to mesto po zelo dolgo časa ponovno postavi skupne cilje in jaz upam, da bomo lahko vsi skupaj v sodelovanju tudi v tej volilni kampanji prispevali k temu. Drugič, da se bolje organiziram in da v nekem resnem sodelovanju, to pa je ena jasna zahteva tudi protestov, več neposredne demokracije, več neposrednega odločanja, zastavimo stvari naprej. Jaz pa verjamem v perspektivnost Maribora kot gospodarske destinacije, gospodarske lokacije in mislim, da je tu potrebno narediti splet kombiniranih ukrepov. Kot prvo, mesto moramo postaviti na zemljevid. Mesto moramo tržiti kot perspektivno gospodarsko lokacijo. Mi se premalokrat zavedamo, da ta Maribor ima svoje potencijale. Poglejte, mi se že lahko danes tržimo kot regija obnovljivih virov energije. Mi se že lahko danes po nekaterih praksah tržimo torej kot eno trajnostno mesto. In to mora biti magnet za to, da seveda privabimo investitorje. Ključ do tega pa bo, da bo mesto seveda privlačno, da bo mestna administracija si želela pridobivati nove investitorje in da bo seveda oddelala tisti del posla, ki ga v tem pogledu mora oddelati. Biti privlačen in tržiti mesto. Hvala lepa. Poglejte, sam sem fokusiral tukaj za leto in pol. Novega župana in županje volimo za obdobje leta in pol. In tukaj je potrebno sprejeti tiste ukrepe, ki so izvedljivi in ki imajo relativno hiter učinek.
Najprej občinsko premoženje. Občinsko premoženje, vsi prazni lokali v mestu, jih je potrebno oddati po simbolični ceni in s tem zagotoviti nove zaposlitve, tem, ki se bo samo zaposlili. Pa tisti, ki jih dobijo, pač podpišejo pogodbo, da vsaj 2 leti bodo bili pač zaposleni, naprej da bomo zavod za zaposlovanje, drugače pač vrnejo tisti denar. Potem Maribor mislim, da ima perspektivo, da se uredi eno počivališče za tovornjake. Zakaj? Mi smo tukaj, bom rekel, tranzitno mesto in če se zjutraj odpravite od doma, boste videli na počivališče in poiskava, takšnega se ne morete niti ustaviti, ker je vse zaparkirano za tovornjake. To pomeni počivališče za tovornjake z mehanično delavnico, z avtobralnico in pa to počivališče bilo namenjeno tudi tranzitnim gostom, ki so Nemci, Čehi in tako dalje v poletnih mesecih, ki potujejo skozi Maribor, Dalmacijo na morju. Hvala, Slavina. Ja, glede, kot moj predhodnik ugotavlja, ravno tako kot jaz, v letu popoldne moraš čudeža narediti, moramo biti pošteni velikim volivcev. V tem hipu, kar lahko resnično obljubim, je to, da seveda zahtevam kompletno revizijo poslovanja Mestne občine Maribor, da vidimo, pred čem smo dejansko in potem, ko to jaz sliko dobim, jasno, da bom vsem občankam in občanom predočila. Ampak to na način, kjer bodo lahko ljudje tudi si sami na določen lahko prepričali, da bi videli, da prihaja resnica na dan. Lahko pa rečem še to, da bi pa jim lahko pa na hitro omogočila, da bi imeli starejši ljudje nad 65 let zastonj avtobusni prevoz in otroci do 9. leta. To sem se vrsto let prizadevala v mestnem svetu v obdobju 2000 do 2008. Ravno tako sem se prizadevala, da se vsi lokali v mesto Maribor dajo v bistvu za 100, niti za 1 evro, in da bi prišli investitorji oziroma da bi omogočili raznim majhnim dejavnostim, da bi te lokale dobili v najem, da bi jih uredili, bi se mesto s tem polepšalo, ampak ni bilo strani mestne občine nobenega posluha, tudi nobene politične stranke ni podpirala teh pobud. Uspeli pa smo kot stranka Žensk Slovenija kar veliko pobud vnovčiti oziroma realizirati. Dajali smo pobude za obnovo tržnice, seveda ne v taki obliki, ki je danes narejena. Smo se prizadevali, da se naredi azil, se je, ampak ne na tak način, da se je tako, kot se zdaj to dogaja, ker na to vpliva nismo imeli. Seveda smo imeli tudi pobude, da se naredijo poceni krožišča, ne taka draga kot za vse. Skratka, idej smo imeli veliko, nekaj se je in kot županja, če bi določene stvari lahko res hitreje reševala, določene pa ne, da bi pa delovna mesta ljudem obljubljajo to, kar bi bilo s strani naše stranke mene zelo neodgovorno do naših občank in občanov Maribora, ker to je neizvedljivo. Hvala. V bistvu se strinjam z vsemi 3 predhodniki pred mano. Dodal bi še samo, treba je privabiti tudi tuj kapital v mesto. V bistvu nam podobna mesta v tujini se treba združiti. Hvala, gospod Jesenjak. Poglejte, katastrofalno delovanje strank v mestnem svetu v teh 20 letih je to, da so izgubili oblast v mesto in celo izpadli iz mestnega sveta sredi mandata. Se pravi, izgubili so kredibiliteto med ljudmi, zato ker so vladali, so upravljali, so vedno obljubljali, da bomo spremenili, moramo to, moramo, nikoli niso nič naredili. Prišla je ta politika njihova na nulu, se pravi, danes te iste stranke, ki so izven parlamenta, oziroma našega mestnega sveta, ne morejo čisto nič obljubiti. Zato, ker so v bistvu bili na oblasti in so vse do kraja, da ne rečem, bolj niso mogli vse skupaj, ko se reče, zajebati, ko so zajebali. Zato je ljudstvo bilo na ulicah in ljudstvo hoče dobiti nazaj upravljanje občine. Zakaj? Zato, da bomo imeli delo. Da bomo imeli delo in zato občina ne more delovati, če je pod vplivom 2 opcij različnih, ki ima vsaka po 150-250 svojih nameščencev. Oni nameščence imamo preveliko mestno upravo, ki ne ve, kako dela, ker če se bo pojavil SD, bojo delali pod SD, če se bo pojavil Janša pod Janšo, skratka ne vejo, kaj ne delajo. Mestna uprava mora biti tako samostojna, da dela v korist mesta, varuje koristi mesta in ne more nobena politična opcija priti na oblast na volitvah, pa naredi tam en veliki darmar, da neki projekti, ki je ena opcija delala, stojijo, ona opcija bo se nekaj novega zmišlja, tretja kamljena opcija pa vse skupaj to zaseda z kadri. In zdaj pa imamo zmedo, totalno zmedo. Zato jaz želim, da se ta mestna uprava enostavno stabilizira, da je postane imuna na politični sistem
politika pa vodi v skladu z financami pa z načrti, da bomo prišli do tega, da je možno, da se v tem Mariboru neko stvar na dolgi rok dela na mesta, karkoli, da bo neka stabilnost, da se bo vedel, kaj je delo, ne pa da bo vsak delo samo zmedo, pa isto zmedi, skali vodo pa ribavi, ne? Hvala. Gospod Fištravec. Skrajni čas je, da dobimo župana ali županjo, ki bo skušal narediti to, kar piše v zakonu. Torej, da ustvari pogoje za delovanje gospodarstva v mestu. Župan ne more imeti svojega podjetja, pa upravljati mesto kot podjetje, pa imeti nek, rečemo temu, svoj gospodarski program. Torej, ustvarjanje pogojev, zdajšnja struktura meni, da nima možnosti pri ustvarjanju pogojev, recimo še vedno trdijo, da mesto ne more na poceni način ali pa na ugoden način oddati svojih zemljišč, že je to zakonom prepovedano, kar ni točno. Zakon tega ne prepoveduje, ampak tega ne regulira. Ne? In logika je pa takšna, pravna, kar v zakonu ni prepovedano, je dovoljeno. Ne? Tako da tu je nekaj manevrskega prostora, vendar vprašanje gospodarstva in novih delovnih mest je vprašanje, ki gre na dolgi rok, ni samo vprašanje župana, to je vprašanje nacionalnih politik. Zdaj, kakšne so pa bile zadnjih 20 let v Sloveniji, so se pokazali kot katastrofalne. Pred 20 leti Gradec ni imel logističnega središča, Maribor je o njem razmišljal. Danes ga Maribor nima, Gradec ga ima. Maribor je imel sodobnejše letališče, kot ga je imel Gradec. Gradec je praktično športno letališče in svet se vozimo sedaj z graškega letališča, ne z mariborskega letališča. Maribor je imel veliko avtomobilsko industrijo, Gradec ni imel avtomobilske industrije. Sedaj pa naši delavci hodijo, hvala Bogu, na delo, vsaj na delo v Avstrijo. Tako da gre tu za širša vprašanje, ne samo vprašanje, ki jih lahko župan z levo roko naredi. So pa rezerve ravno v tem, da bi končno župan ali županja začel poslušati podjetnike, gospodarstvenike in jim pomagati pri uresničevanju njihovih idej. Hvala. Direktorji javnih zavodov, bi jih kot župan obvladovali, ali to za vas ni pomembno? Morda začnemo pri gospod Kokol. Definitivno jih je treba obvladovati, mislim, nekatere sploh. To je dejstvo, kako in kaj je en velik problem v tem mestu, ker so v bistvu že vsi vedo, da so tako nastavljeni, da en drugemu ščitijo hrbet. Vendar verjamem, če se bi neka skupina ljudi v mestni upravi in tudi mestnih svetnikov poistovetila županom, da bi se dalo marsikaj k temu narediti. Za dobrobit mesta jaz verjamem, da tudi nekateri v tem stilu tudi zaradi tega tam sedijo. Gospod Piber. Ja, to je dejstvo, da ti direktorji postavlja se na mestnem svetu, ne, se potrjujejo in dejansko je tu prepletena politika in seveda jih je treba obvladovati, to je povsem jasno. So pa eni vmes dobri, eni so pa slabi, ne, to pa jasno. In zdaj je treba tu dobro pretehtati zadevo, kako in kaj, zato sem še zmeraj poudarjen, treba najprej jasno sliko odbiti, potem pa še lahko odgovorne izjave dajo. Zdaj pa na pamet govorite, pa mislim nesmiselno. Gospod Frangež. No, najprej, jaz si ne želim obvladovati nikogar. Jaz sem po naravi takšen, da ljudem praviloma zaupam in želim dati priložnost. Mislim pa, da je nujno, da v Mariboru vzpostavimo neka nova pravila, nove standarde upravljanja. Občine, mestnega sveta, nadzornega odbora občine in razmerij med njimi, kot tudi razmerij do javnih podjetij, nadzornih svetov v teh javnih podjetjih in javnih zavodov. In tukaj si želim, da vzpostavimo ena moderna, transparentna pravila korporativnega upravljanja, kot veljajo v svetu. Ne rabimo izumljati dobene tople vode. Razumeti pa moramo, da je vsak v tem procesu ima svojo vlogo in svojo odgovornost. Nadzorni odbor občine, ki bo imel politično večino, ki je enako županovi, gotovo ne more učinkovito upravljati vloge nadzora. Tako tudi nadzorni svet javnega podjetja, ki ga bolj ali manj kontrolira direktor tega javnega podjetja, ne more upravljati vloge nadzora. Ne, tu je treba postaviti jasno hierarhijo, ta izhaja iz zakona in vztrajati, bom rekel, na standardih, za katera se je meni na neki točki v Sloveniji že zdelo, da smo odločeni, da jih vzpostavimo. Ni naloga župana
da menjava konkretnega direktorja, naloga mesta pa je, da postavi jasno strategijo, kaj želimo z nekim javnim zavodom, nekim javnim podjetjem dosegati in poskrbeti za to, da na temelju teh enakih pravilnih standardov podjetja in zavodi to dosegajo. Hvala. Vaše vprašanje je bilo najprej za javne zavode. Zdaj, kolegi govorijo o javnih podjetjih. Mislim, da so javni zavodi manjši problem kot javna podjetja. Trenutno se tukaj ne da kaj druga narediti, kot pritiskati. Tudi župan ne bo mogel druga narediti, kot pritiskati preko javnosti, ker preprosto župan do vse verjetnosti ne bo imel večine v mestnem svetu, ki odreja te zadeve. Ampak to je nezdrava in neracionalna situacija, ki mestu škodi. In mislim, da javnosti tako več ali manj jasno, da je temu tako in bo mestni svet s tem, ko vztraja v svoji stari sestavi, si pač sam sebi kopal jamo, tudi če zdrži do leta 2014, bo pač takrat izstavljen račun za trmoglavljenje. Gospod Izjak. Glejte, če ljudje izvolijo poštenega župana in se poštenje postavi v prioriteto, potem so vsi direktori pod moralno obvezo, da delujejo pravično, pošteno in v korist mesta. Nemogoče je delati kakorkoli, upravljati z ljudmi, upravljati stranke. Stranke jih namešajo. Tu ni poštenje, to je trgovina, to je vezana trgovina. Ti ljudje se celo brez sramote, zato ker se oni skrijejo za neko imaginarno stranko in lahko se bilo kaj dela in ne čutijo niti krivice, kaj ne reči hec, da oni se sploh ne čutijo krive, da kaj mnogo delajo. In istočasno oponašajo prejšnje ljudi in nekako ta sistem je kot veriga, ne moreš prekiniti, se pravi poštenje. Na prvo mesto, potem pa se te stvari same začne olevati. Če nekdo je pošten, potem ne more zgube delati, ne more delati proti, ne more hčero zaposliti, ne more reči po pooblastila župana, bo pa zdaj moja hčera direktorica, ne more reči, ta pa je lušna, pa bo zato moja tajnica. Ne more tako biti poštenje, na prvo mesto plačilo po poštenem upravljenem delu in pa popolnoma transparentnost, da se človek postane rdeč, če je tak, in da enostavno ljudje reče, dosti, zdaj pa idi. Hvala. Jaz mislim, oziroma upam, da bo pritisk javnosti takšen in pa sam, kolikor bom izvoljen za župana, si bom prizadeval, da se te zadeve uredijo. Namreč, menim, da je potrebno menjati kar nekaj direktorjev javnih podjetij in pa nadzornih svetov, predvsem tistih, ki so sklepali škodljive pogodbe, razna svetovanja, zaposlovali prokuriste in tako dalje. Ampak da lahko to župan sam ne more narediti, zato mora imeti potrebno večino v mestnem svetu in jaz bom prizadeval za to, kolikor bom izvoljen, da bom to večino dobil, da bom prevladal in da se zadeve uredijo. Morda kakšna replika? Ne, da bi sem to dala, da mestni svet dejansko mora odstopiti in potem s tem mora odstopiti tudi nadzorni odbor in potem je treba se to na novo tako rekoč, ampak v enem letu pa pol še zmeraj podarjam. V tem hipu je to težko te rošade vse narediti, ker v bistvu se vse kadruje preko politike, v nadzorne svete, v nadzorne odbore, v javne zavode, vse pa so in to je problem. Poštenje je tisti regulator, ki bo uredil te stvari, se pravi, nemogoče je bilo kaj delati, če ni poštenje v prvi vrsti. Pomeni, moramo, tako pravi gospod Frangiš, moramo spremeniti sistem, moramo to upraviti, ljudje so dali impuls, bomo to naredili, gospod je rekel, bomo zamenjali te pa te direktore, nimate kaj zamenjavati, to je stvar poštenja, ne moreš biti direktor, če nisi pošten, se že drugi dan vidi si pošten, čez mesec nisi pošten, mestni svet mora to odstraniti in pa če v mestnem svetu deluje poštenje, potem... Gospod Jesenko, ampak gospod Jesenek, se strinjate z mano, da je potrebno te direktorje pa nadzorne svete, ki so sklepali škodljive pogodbe v škodo mesta Maribor, da jih je potrebno zamenjati. Tu se strinjamo. Hvala, gremo naprej, gospod Frangiš. Jaz bi predvsem opozoril na to, da ni stvar presoje župana to, kaj je škodljivo in kaj ne. In jaz se oglašam s tem in tukaj se za gospod Piberlo zelo strinjam, da je potrebna najprej resna revizija vsega, kar se je dogajalo. Ampak to se utegne izkazati kot en dolgotrajni proces. Jaz trdim, da ne more biti politično merilo, recimo mene ali kogarkoli izmed vas kot župana, da presojamo zdaj, kaj je bilo in kaj ne. Jaz si želim, da vzpostavimo tukaj objektivne kriterije. Soglašam pa, tam, kjer je bilo ravnanje škodljivo in v škodo premoženja, kjer se je delovalo koruptivno in kjer se je poslovalo po znanem domačinskem principu, da seveda morajo pristojni za to odgovarjati. Gospod Jesenek.
Glede, ni govor, da je stranka, ki je sama kadrovala napačne kadre in celo izkoristila, sama popravlja te zadeve, ne? To je iluzorno pričakovati. Župan mora imeti pošten biti in tisti župan je voljen kot na ime, edina oseba v mestni občini Maribor je župan, ki je voljen na ime in priimek, ne kot stranka. In on ima edini pravico in moralno prednost, da lahko disciplinira stranke. Noben drugi ne more stranke disciplinirati po županu. Morda še kakšna replika? Kot novo izvoljeni župan, katera bi bila prva stvar, ki bi jo storili kot novopečen župan? Morda začnemo pri gospodu Fištravcu. Postavil bi svoj kabinet, zamenjal direktorico mestne uprave, pozval vse direktorje urada, da podajo ponudijo odstop. Upam, da bi lahko postavil že takoj novo sistemizacijo, da bi izničil to neumnost, ki se je včeraj naredila. In takoj začel pripravljati s strokovnimi službami rebalans proračuna. Gremo naprej. Prvo bi se pogovoril z vsemi delavci mestne uprave na podlagi njihovega mnenja in na podlagi svojega občutka, bi posneje poskušali to nekako upravljati, kaj je preveč, kaj je premalo, kaj je prav, kaj ni prav. In bi mogoče ljudje sami izločili tiste, ki so nepravilno nameščeni ali kadrovani. Kajti v končni fazi je vsak delavec, ki je zaposlen, plačan, vsak je na neke vrste mora biti neki strah, drugače pa tako ne zna delati. Se pravi, če je uporaben in če je koristen, je prav vseeno ali iz Dupleka ali iz Ruš ali pa iz Maribora, mi rabimo ljudi, ki znajo delati, ki so pridni in pa seveda, da so lojalni tistemu poštenemu županu oziroma da se ve, kdo ima zadnjo besedo, pa kdo je tisti, ki ima vizijo mesta. Hvala, gospod Kokol. Prva stvar je revizija stanja občine, to je dejstvo, da postavimo nove temelje, da vidimo v bistvu res, na čem smo, to predstaviti ljudstvo, graditi na tem, dalje postaviti projekte, prioritetne, ki so res pomembni, pustiti milijonske projekte za sabo, na stranskem tiru, nadaljevati s tem, kar je potrebno za, v bistvu, za boljše življenje ljudi v mestu. Ja, tako kot sem že ves čas poudarjam, da seveda najprej bi jasno sliko hotela imeti, ko bi to imela v rokah, bi seveda, še pred tem bi pa seveda si prizadevala, da bi dosegla to, da bi mestni svet odstopil. To bi si prizadevala kar nekaj časa, verjetno, ker vidim, da so zelo uporni, zakaj so tam, vemo vsi, zaradi denarja, zaradi cenin, ker če jim bi bilo res korist mesta Maribora, bi vsi odstopili, ampak pač se samo nekateri odstopili. Potem to jasna slika, medtem bi pa seveda prednji še dobili to jasno sliko, bi ta prevoz naredila, da bi bil zastonj in pa bi dala poudarek še po hitrem postopku, da bi se tržnica pokrila, ker je to nujno potrebno. Hvala, gospod Tonja. Najprej seveda sestava kabineta, potem isto kot Fištravec, zamenjava direktorice mestne uprave in pa revizijo poslovanja občin in javnih podjetij. Hvala, Franješ. Jaz bi se s zaposlenimi najprej sedel skupaj. Jaz mislim, da delamo mnogim v mestni upravi krivico in da je med njimi vendarle veliko ljudi, ki znajo prizadevno delati in da razumejo, da so tam zato, ker morajo delati za javni interes. Ne zato, da so lojalni temu ali onemu županu. Oni morajo biti lojalni mestu in javnemu interesu, zato so tam. Uspeh župana ne more biti samo uspeh nekega ozkega kabineta, vodstva mestne uprave, ampak je predvsem uspeh ljudi, ki so zaposleni v mestni upravi, v javnih zavodih, javnih podjetjih. In jaz bi si želel te ljudi povezati. Danes poznamo situacijo, ko se ljudje praktično na hodnikih ne upajo pozdravljati. Eno mrtvilo in krč, ena nesproščenost vlada v mestni upravi. Jaz pa verjamem v to, da so ljudje takrat, ko so zadovoljni, sproščeni, motivirani, da znajo dati tudi od sebe največ in jaz bi najprej stavil na to, da organiziramo delo tako in delovno vzdušje tako, da dosežemo rezultate v tem kratkem času. Hvala. Je bila projekt se... Jaz sem vprašanje razumel, kaj se da takoj narediti. Zdaj revizija je nujna, to je nujna zadeva, to je nekaj, kar ni mogoče takoj narediti.
Tako da v okviru sistemizacije je seveda nujno motivirati zaposlene, ker tudi vsi, s katerimi se sedaj pogovarjam, ki so partnerji mestne občine, ocenjujejo, da je vsaj 40% rezerv v obstoječih kadrih, ker so ti kadri, ki sedaj delajo krču, prestrašeni in v bistvu na nek način se bojijo za svoje življenje, če zdaj malo karikiram. Da še kdo? Kot sem že dejala, IPK projekt se je pred kratkim končal. Vaše osebno mnenje, je projekt bil dober ali ni? Kaj mislite o tem? Kratko, internato, se je ta IPK bila, bi rekla, da to se je ponesrečila. Ni bilo to tako, jaz sem temu sledila. Tako da tu so naredili veliko namek. Gospod Frankiš? No, ena od stvari, ki bi bilo dobro, da obračunamo z njo v tej volilni kampanji, je to večno mariborsko kritizerstvo, nič ni dovolj dobro, vse je za nič in tako dalje. Pri EPK-ju moram reči, da tako kot je na koncu izpadel, jaz sem bil zadovoljen, mislim, da je mesto živelo, mislim, da so ljudje radi šli na prireditve in da je mesto pokazalo eno trib, ki ga to mesto potrebuje, če želi biti drugačno mesto. Zdaj, ali pa smo izkoristili potencial celotnega projekta, o katerem smo sanjali, ne vem, v letih 2006, 2007, oziroma še pred tem, pa lahko ugotovimo, da ta potencial ni bil uresničen ne v infrastrukturnem pogledu, še manj pa v tem programskem smislu, v smislu tega, da v projekt res vključimo, bom rekel, široke ustvarjalne množice. Vsi še tudi niste dodali mnenja? Hitro. Res pomočljivo bilo v programskem. Veliko potujem po svetu, sem bila tudi v raznih, ker so že imeli tudi taki, kot je EPK pa nas dolge, pa se je prepoznalo in se mesto res krasno razvilo in kot se je mesto prišlo, si takoj vedel, da je mesto se nekaj dogaja, da je prestolnica. Pri nas pa tega utripa ni bilo zaznati, če je tujec prišel noter. Moče ste premalo videli? Ne, to je dokazano, da so tujci prišli. Je bilo na tedniku že napovedano, prikazano. Prosim. Hvala lepa za besedo. Poglejte, jaz sem bil izjemno vesel, ko je Maribor postal Evropska prestolnica kulture. In to lahko prinaša mestu neko dodano vrednost. Osebno sem pa mnenja, da nismo izkoristili vseh potencialov, ki smo jih imeli in ki bi jih lahko. In pa v pogovoru z ljudmi sem zaznal, da povprečni prebivalec ni čutil te Evropske prestolnice kulture tako, kot bi lahko. Da bi lahko bilo še več. Je se nekaj dogajalo, ni se slabo, ampak lahko bi bilo bolj intenzivno in pa predvsem, kaj sedaj, konec Evropske prestolnice kulture, kaj bi od tega odnesli. Teh infrastrukturnih projektov, ki so bili vezani v to, pač nismo resnički, imamo eno veliko luknjo tukaj Max in pa še cesto zaprto in to je dejansko potem črna packa. Hvala, gospod Vukol. Vse tako, kot je gospod Frankiš rekel, niso bile vse stvari slabe. Dalo bi se tudi veliko več narediti. V bistvu, tako rekel, črne pačke so tudi Max. Tudi veliko bolj bi se lahko oglaševalo. Nekdo povprečen Mariborčan, ko tudi ne spremlja toliko medija in tega, je bilo težko v bistvu dostop, kaj se sploh dogaja, kdaj se kaj dogaja. V bistvu res ni bilo vse slabo, ampak dalo bi se potegniti iz tega sigurno vse odkrače. Hvala, gospod Jesenja. Glede, če imaš veliko denarja, lahko tudi kulturo gojiš na ta način, da jo financiraš, pa ljudje hodijo gledati. Lačni ali brezposelni običajno ne grejo. Ljudje, ki ne morejo delati v coni tezno, recimo industrijski coni, nimajo plač, ni delovnih mest, tudi ne bodo hodi gledati. Kdo hodi gledati? Se pravi, nekdo hodi to gledati, ampak ni se pa zgodilo to, kar je bilo namenjena kultura prestolnica. To je bilo predvideno, da se naredi neki misleni program, da mesto zaživi, da postane bolj prijetno, prijazno in da se potem začne razvijati s pospešenim tempom, spet motor, ki bi neko stvar spremenil. Ta stvar se ni zgodila, ampak je prišla točno na raztegnjeni lent, recimo na celo leto. In zdaj, ko je tisto končano bilo, je bila ta depresija totalna, če ne bi recimo ljudje to depresijo nekako izkoristili, te ljudske opore, bi sploh že davno pozabili vse skupaj. Stroške smo pa plačali, ogromno denarja, što da se nekaj fajn zasluži na ta denar, Maribor pa za to nič ni. Mislim, da mora nek novi župan, ki bo to veselje doživljenja vnesel med ljudi noter, da bo začeli razmišljati drugače, ker to je bilo namen kulturne prestolnice, da ćemo drugače razmišljati bolj pozitivno. Hvala. EPK je prevelik projekt, da bi ga lahko enoznačno
poceni. Treba ga je z različnih zornih kotov ocenjevati. Znotraj EPK je bilo mnogo neposrečenih in veliko posrečenih prireditev, dogodkov, načinov dela. Žal je EPK takšen, kot je bil, v veliki meri posledica tega, da županstvo ni pustilo, da bi se EPK razvijal po neki svoji organski poti. Davilo se je ekipo, kadrovalo se je v ekipi in to je ta stari problem dosedanjega županstva, ki se tako obnaša pač v vseh zadevah, dokler sežejo njegove prsti, torej prsti te lovke. Tako da, če se je županu zdelo potrebno kadrovati čistilke recimo v domu Podgorco, je normalno, da je kadroval tudi v ekipi EPK in na ta način se tisti sok, ki ustvarja potem tisti končni, recimo kulturni dogodek, izgubil. Istočasno se je pa pokazalo županstvo kot čisto nesposobno planirati malo bolj kompleksne, in EPK je bil takšen projekt, torej malo bolj kompleksne projekte. Tako da potencialov za uresničiti še veliko in hvala Bogu je EPK to tudi pustil za seboj, tako da imamo prostorsko vizijo mesta, ki je EPK izdelal, bomo imeli še župani dolga leta, mariborski župani bodo imeli na tem, kaj delati in še pri čem drugim. Ste bili morda na kakšni vstaji, ki so jo naredili Mariborčani? Ste bili deležni kakšne? Ja, jaz mislim, da je tukaj nekaj prvoborcev, tako da mislim, da imajo pravico govoriti najprej oni. Zdaj, sam zase pa lahko povem, da sem se udeleževal vstaje, bil sem tudi govorec na dveh stajah, ampak odrečeno mislim, da imajo prednost tudi prvoborci. Ja, hvala. Poglejte, udeležil sem se teh protestov ravno iz tega razloga, da pokažem, kot starejši človek, pa tudi dobitnik mestnega pečata, Maribor pomeni, vso moje delovanje je podrejeno mesto Maribor občini in sem poskušal na nek način legalizirati. Nemogoče, da bi se to gibanje ustvarilo kot vandalizem ali kakorkoli neko kriminalno dejanje proti ilegalni oblasti, kot ste videli. Nobena stranka, noben poslanec, nikdo ni stopil naprej, nikdo ni poskušal ljudi pomiriti, nikdo ni kaj reči, nikdo ni poskušal spodbudne besede, nasprotno, vsi so bili potem proti, pa vsi vemo, da ta kocka da zlata. Ta kocka mora imeti spomenik v Mariboru, pa zakaj? Zato, ker je pohorski granit, zato, ker to ni kocka iz Kitajske uvožena, ne? Razumete? Ampak hočem, to je samo povedano kot prispodobi. Ti protesti, in zato sem bil tam noter, da se končno pridemo do poštenega župana, ki bo onemogočil stranke, kajti stranke nimajo sramote, stranke ne moreš sramotiti. Stranka to je ena skupina ljudi, ki so poslali svoje predstavnike v ta mestni svet in tisti se sicer zamenjavajo, ampak kaj se dogaja? Oni poskušajo hobotnico ponovno staviti in žalostno bo, če bo ljudstvo, ki je bilo na oporih, ali pa ljudstvo, voljivci, ki ne bodo respektirali teh oporov, nastavili novo hobotnico mogoče preko SDS-a ali neke bilo katere stranke, ki bo pa enako ponovila, kot Andrej ponovil. Vsaka poskuša svojo glavo postaviti za to, da lope spusti. Če pa imamo župana, ki je pošten župan, ki je nestrankarski, ki je moralna avtoriteta, potem pa on enostavno ne pusti, da se bilo katera glava ustoliči, pomeni ni hobotnic. In tisti bo presekal, samo en človek v Mariboru bo presekal vse hobotnice. Gospod Hopl, ste bili na protestih? Bil na vseh, tudi v Ljubljani, trdno stojim za vsem, jih podpiram, ne glede na to, proti komu, kakršnakoli oblast gre. Gre se za ljudi, gre se za poštenje. Tudi zato sem se odločil, pogovarjal sem se z ljudmi. Mesto je tega dovolj. Ne samo meni, mislim, da vsem nam tukaj, pa tudi vsem na ulici. Eni se potiho umikajo, ti dajo podporo, ampak verjamem, glede na to, kakšno je stanje v mestu, da nas je lahko na ulici še več. Ne, Pivorova. Ja, gledajte, jaz sem se udeleževala teh protestov, res da prvega se nisem udeležila, niti tistega v Ljubljani. Sem bila odsotna takrat, ko je bila v Ljubljani, če pa ne bila, pa nisem tudi udeležila.
sem za proteste, sem za pravičnost, to sem dokazala in poslanka Građin Slovenije, da sem se borila za pravičnost, da sem se borila, da se nekaj res razvija. Mene, naša stranka ni zanimala korupcija, mi smo želeli, da se stvari delajo v dobrobit mesta. Zato sem tudi podprla te proteste, sem pa proti metanju teh kock, ker se lahko tudi na drugačen način. Je pa dejstvo eno, da vlada in pa ti oblastniki ne razumejo mirnih protestov in v tem je problem, in so oni dobesedno izzvali, da je iz množice prišlo do agresije. Ker če bi oni poslušali množico in bi se odstopili, do teh nemirov ne bi prišlo. Tako da se vidi, da njihova moralnost in to je na zelo nizki ravni. Tako da bi v bran stopila teh protestnikov, niso oni krivi oglas, ker jih je ona izzivala. In ljudem je do neke mere prišlo čez glavo. Hvala, gremo naprej. Ja, takole, jaz se protestov nisem udeležil. Menim, da kot izvoljen občinski svetnik, mestni svetnik, nimam te pravice, da bi podpihoval te proteste. Se vas strinjate s protesti? Jaz smatram, da so ti protesti popolnoma legitimni, kaj se je zgodilo. Se je odstopil? Nisem odstopil. Vam pa nekaj povem, gospa Piberova, ne? Jaz sem bil pobudnik oziroma sopodpisnik za sklic izredne seje o samorazpustitvi mestnega sveta, da bi se sploh videlo, ali obstaja politična volja, da se mestni svet sam razpusti, do tega ni prišlo, ve se, kdo je umaknil podpis. Povedal sem tudi svoje stališče v Radarjih, bil je prisoten tudi gospod Jesenek, če se spomnite, ste še krat ploskali za moje stališče. Vedno sem deloval v dobrobit tega mesta, menim pa, da je neprimerno, da kot voljeni predstavnik politične stranke, meni stranka ni tam nastavila, sem bil izvoljen strani občank in občanov, da ne bi bilo primerno, da protestiram, niti se nisem do teh protestov opredeljeval za ali proti, menim pa, da so bili popolnoma legitimni to, kar se je v mestu dogajalo. Ja, jaz sem se ene staje res udeležil, ker mi preprosto srce ni dalo, da bi bil doma v situaciji, ko se v Mariboru dogaja nekaj tako velikega, tako fantastičnega. Jaz res mislim, da to, kar se je zgodilo v Mariboru, je nekaj zgodovinskega, je četrta velika zgodovinska prelomnica, ki se je v Mariboru zgodila v zadnjih 100 letih. In ja, gotovo so bili protesti upravičeni, ker pa vendarle dopuščam možnost in nikomor ne želim odrekati njegove ocene, da je to bil tudi protest kot politiki, kot celoti, in jaz sem politik. Seveda se nisem rinil ne v prve vrste, ne na govorniški odr. Pomembno je, da to, kar se je zgodilo v Mariboru, smatramo kot eno svetino in da se vzdržimo vseh poizkusov, da se ta proces politično zlorabi. Ker to je bila ostaja ljudi, ne ostaja politike. Vse pa bi spomnil, da v tem trenutku, ko že tukaj sedimo, smo vsi pretendenti za to, da postanemo politiki, če to še nismo. In v tem pogledu predlagam, da je to nekaj, kar bo z zlatimi črkami vpisano ne samo v zgodovino Maribora, ampak tudi v zgodovino slovenske demokracije. Radarji, se z njimi strinjate ali se nam? Radarji so preteklost. Mislim, da bo se zdaj kratkim pokazalo, da so to pravno nezdržen konstrukt, oziroma da je pogodba pravno nična. Kdo želi Maribor razkuriti, mora radarje prižgati. Hvala, če bo malo pošilja položnice. Radarji, to je v bistvu komercialni natek mestne občine Maribor preko ene firme, ki se dobesedno znašla, glede na to, da je dobila sogovornika v županu mestne občine Maribor. Ne bi se smelo biti v take pogodbe, če pa stroka, glede na prometno situacijo, kakorkoli upraviči na določenih odsekih kakšen stacionarni radar, ampak to se pomeni, Ljubljana ima recimo 4 radarje, pa bi razmeli 2 radarje, pa bi to že bilo moče mobilno ali pa se predstavljivo ali kakorkoli tudi po potrebi ali potrebi sklopljeno. Se pravi, da bi imeli smiselno. Drugače pa je ta zadeva stvar policije, stvar prometnih organov, pa kulture in pa v demokraciji in tudi v kapitalizmu, tako da nečemo manj, moraš se svobodno počutiti, moraš marsikaj narediti, ne mora biti vse sankcionirano. Hvala. Ne, z radarji se definitivno ne strinjam, tudi ne z načinom, kak je pogodba sklenjena, da neka zasebna firma dobi 90%, to je za mene, to je v bistvu dobesedno krajnje ljudstvo. Glede,
meni silno moti pri teh radijih ta pogodba. Če bi bila 10 za privatnika, 90 za občino, ampak ampak samo to res ne na vseh teh mestih, tam, kjer bi strokovnjaki povedali, da so nujno potrebni, tam jih postavimo, tam pa, ker ni potrebno, pa ne, ampak bi dala, seveda zahtevala A-teste, seveda morajo dokazati, da so ti natančni, resni, da prije do nekih razsajanj. Potem bi pa tudi dala razpon, recimo za 10, mogoče za 10, pa za 5, da bi pač prekoračil hitrost, več pa ne, manj pa tudi ne. Skratka, v globalu načeloma ja, ampak ne pod takimi strogimi pogoji, da dobiš položnico, zato ker si ti recimo peljal 72, pa dobiš položnico, 80, en razpon, ampak res na tistih mestih, ki so nujno potrebni. Hvala, gremo naprej. Ja, ko je bila predlagana v sprejem ta projekt avtomatizacije mestnega prometa, jaz nisem glasoval za, ampak sem bil takrat zadržan. Zakaj? Takrat ni bilo govora o radarjih, ampak je bilo pač avtomatizacija mestnega prometa. Meni se dela zadeva preveč lepa in mi je začelo smrdeti, po domače rečeno. Zato sem bil zdržan, na to so se zgodili radarji. Jaz mislim, da je edino pravilno, da se doseže in upam, ni pravna ničnost pogodbe, drugače pa je potrebno iti v sporazumno prekinitev pogodbe z Iskro, radarje prestaviti na tiste lokacije, ki bo dejansko pripomogli k umiritvi prometa, in pa, bom rekel, tiste, ko so pa na križiščih, pa ne merijo samo prehod skozi rdečo luč, kajti A-test takšen in drugačen, veste, da NASA pošilja, ne vem, sonde na Mars, ki so vredne stotine milijonov dolarjev, pa se nekaj spiži in brez denarja zgradijo, ne pa da ta radar, ne vem, ki je vreden 30 000 evrov, če vas nekdo slika, pa peljete 50, imate na sliki 85, lahko zaradi tega dobite izpit, ne morete opravljati med službe, vas potisnemo na socialni rob, zato je to nesprejemljivo. No, absolutno radarjem nasprotujem, še posebej, če so izvedeni na način, kot so bili postavljeni tile, na izjemno sporen način za obidom zakona, ki bo zelo verjetno izkazal tudi koruptivne ravnanje. In nasprotujem tudi temu, da se ga postavlja na lokacije z namenom, da se kasira, ne pa zato, da se umirja promet. Ne spomnim, jaz sem bil tisti, ki sem vložil prijave na pristojne institucije, tudi na protikorupcijsko komisijo. Ta naj bi zdaj v naslednjih dneh in tednih zaključila postopek. Postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja pa že teče. Jaz sem v svoji prijavi utemeljil 5 bistvenih kršitev zakona, vsaka od teh pa povzroči ničnost pravnega posla. Zato ta javno-zasebna pogodba smatram, da je nična, to pa mora seveda ugotoviti še pristojna institucija, to je sodišče. Zato radarji še žal niso preteklost in še bo treba biti pozoren na to, zato da se zaščiti javni interes in premoženje mestne občine. Jaz bi samo to rekla, da tukaj bi dodala samo to, da se s tem ne strinjam, da bodo zdaj ljudi dobili položnice domov. Torej, še niste dobili kakšne kazni, ali ste? Jaz se, moram priznati, jaz se zelo držim teh predpisov, ker mislim, to spada k naši kulturi tudi. Ker če v tujini se znamo upoštevati, zakaj ne bi v svoji lastni državi in v lastnem mestu upoštevala hitrost, jaz se tega držim. Gospod Jesen. Poglejte, če mestna uprava oziroma županje z mestnim svetom ni sposobni na prihodkovni strani pridobiti dohodkov za mestno občino, da gre na takšen način financiranje pridobivanja dohodkov, ko je radar, potem je mestna uprava v stilu nekaj narobe, zato ker stranke poskušajo na najbolj glupi narodni način pridobivati nekaj, zato ker so skrite, oni nimajo sramote, oni nimajo vesti, nobena stranka postane rdeča, nobena stranka nima vesti, dajte se to zavedati. Mestma samo župan in samo on lahko odgovarja ali pa prepreči take neumnosti. Morda še ne hitro do, smo zaključili. Ja, mislim, samo bi to rekla, se pa občina bi dobila samo 10% od tega. To je ravno paradoks tega, ne, med drugim še tudi to, ne, da je škodljiva pogodba, da skratka sklenjena in to je prav. Sprejeta na mestnem svetu. Ja, to se da nima vesti, nima pameti, nima razuma, nima Jesen. No, ampak tudi v tem primeru, gospod Jesenek, kdo ni glasoval za to pogodbo? Tudi v Ja, tem primeru je kdo glasoval proti tej pogodbi. Nisem rekel, nisem nič rekel. Tako da prosim, ne govorite, da so vsi Vladajo ker niso stranke vsi in isti. stranke so sprejeli in mestni svet so stranke in vse skupaj legalizira, vse skupaj naredi revolucijo in danes zastonj ta ista stranka pride gor pravi, da nekaj narobe. Če pa sama potrdila, ali pa bila tiho, ali pa ni mogla preprečiti.
lahko se strinjamo, da se tukaj ne strinjamo. To pa je izraz Bomo politični nadaljevali, način, gospodje. gospod Jesenik. Vi ste bili v mestnem svetu in veste, kako to Štirje izgleda. svetniki lahko stopijo, gospoda Kandlerja ga dajo v vrečo in ga vršijo v pravo razpravo. Preprosto. Gospodje, Štirje so dovolj. ostanemo pri tem, nadaljujemo. Še zadnje vprašanje, ker naš čas malce preganja. Bi odstopili, oziroma kako bi drugače reagirali, če bi vas ljudje naslednje leto protestirali proti vam, oziroma kar gremo Če bi se zgodilo nekaj takega, kar se je zgodilo v Mariboru, gotovo. naprej. Če bi se zgodilo to, tako prej gospod Frangež, takrat so bile demonstracije proti bivšemu županu Kanglerju. Tisti trenutek po, bom rekel, drugi vstaji, ko so ga elektori izvolili za državnega svetnika, tisti trenutek je odstopil za vseh funkcij. Gospod Pibec? Ne, jaz bi takoj odstopila, sploh ne razmišljala o tem. Gospod? Tako, v bistvu že dosti prej, ko vidiš, kako daleč je, tudi jaz. Gospod Jesenik? Če bi odstopil? Bi odstopili? Ne, jaz kot moralna avtoriteta nikoli ne odstopa. Odstopajo vedno takšne stranke, ki so prvo nekaj sprejele, Ne potem bi pa odstopili, če bi proti vas protestirali? Prosim, Če bi proti vam protestirali? proti mene ne bi nikoli mogli protestirati, ker je več od sramote odstopal. Pa Je to veliko? Bi odstopili? To bo v zgodovino šlo kot Kangerov sindrom. Ja. Pri meni ni nikoli problem, ne? Veste, vse so drugi krivi. Ja. Ne? Treba je biti malo samokritični. Ki je skrit za stranke. Če javnost nekaj meni, gotovo meni na upravičen način. In politik ima svojo moč, če ima zaupanje ljudi, če ima to legitimnost. Politik In kadar ima ljudje moč, na ulicah in trgih to legitimnost odvzamejo, potem je jasno znajo, da imajo politiko. Glejte, on ima legitimnost toliko večji, koliko se skrije za močno stranko. In če ta stranka povezana pogodnico ima strašno moč, on se čuti močnega. Hvala lepa. In ga treba močno prestrašiti, da odstopi. Gospod, bomo tukaj zaključili, se strinjamo? Ja, ja. Jaz se vam vsem najlepše zahvaljujem, da ste bili v naši družbi. Z vami sem bila tudi Zara Kos, ponovno pa vas vabim seveda v našo družbo na SCP-TV že prihodnji teden. Hvala in adijo.